V severni Kaliforniji v bližini San Francisca je izbruhnilo večje število požarov ogromnih razsežnosti. Na večjih mestih doline Napa in v okrožju Sonoma so evakuirali ljudi, saj so ogrožena njihova življenja in njihovo imetje. Prav tako so požari v neposredni bližini San Francisca potisnili gost dim v samo mesto, kjer povzroča velike preglavice v prometu in življenju ljudi. Bolnišnica je evakuirala svoje paciente in jim zagotovila varno zatočišče. Evakuacijo pa so nekateri prebivalci odklonili, saj svojimi lastnimi močmi želijo pred ognjem zaščititi svoje imetje. S takšnim početjem ogrožajo svoje lastno življenje. Močno sneženje na severozahodu kitajske province Gansu je posledica drastičnega znižanja temperature. Začelo se je z rahlim sneženjem zjutraj in po noči nadaljevalo z močnim sneženjem. Zmanjšala se je vidljivost, na cesti je bilo veliko snega in vozila so se morala počasi premikati. V eni uri se je temperatura spustila za skoraj 6 stopinj. Letos je začelo snežiti cel mesec prej kot ponavadi. Brunej je z nafto bogata država na otoku Borneo v jugovzhodni Aziji. Absolutni vladar je sultan Hasanal Bolkija, ki je praznoval okroglih 50 let vladanja. Ob njegovem jubileju so pripravili razkošno slavje. Ogromna množica ljudi se je vključila v sprevodu skozi prestolnico, ko je v pozlačeni kočiji sedel sultan. Star je 71 let in je drugi vladar z najdaljšim stažem vladanja. Ob njem so bili tudi njegova žena in otroci. Sprevod skozi mesto je bil del mesečnega praznovanja, v katerem so odprli tudi most, velik mestni park in izvedli banket v palači Zlato kupolo, kjer niso manjkali člani britanske kraljeve družine in kraljeve družine Bližnjega vzhoda. Združeni narodi opozarjajo in poskušajo nuditi pomoč, zatočišče in hrano več kot 4000 migrantom, med katerimi so nosečnice, otroci in novorojenčki. Najbolj ranljive skupine so zapustile Sabreto in so prispele v Zuvaro. Sabreta je bila najpogostejša točka odhoda za večino migrantov podsaharske Afrike, ki so poskušali pobegniti z ladjo iz Libije proti Sredozemlju. Sedaj so centri polni ljudi, v katerih je nastanjenih več tisoč migrantov. Razmere so nevzdržne, saj pričakujejo naval več 10 000 ljudi. Vodja službe za migrantske zadeve je sporočil, da nekateri priseljenci že več kot 6 dni niso prejeli nobene hrane in vode. Humanitarna pomoč je nujna. Zgodba 67-letne Brazilke, ki je prejela srce trenerja nemške ekipe za kanu, ki je po olimpijadi 2016. leta umrl v prometni nesreči, je navdihujoča. Odločila se je, da bo nadaljevala z aktivnim življenjskim slogom, celo z vožnjo kanuja. Lani je prejela srce nemškega trenerja, ko je utrpel smrtne poškodbe glave in nekaj dni kasneje umrl v bolnišnici. Nemški olimpijski tim je bil v šoku. Ivonet se je septembra udeležila hoje na 3 kilometre z majico, na kateri je bil napis "Imam presajeno srce". Načrtuje, da se bo lotila tudi veslanja v kanuju. Njeno srce odlično funkcionira in lahko počne stvari, na katere prej sploh pomisliti ni upala. Lahko rečemo, težka zgodba s srečnim koncem.